Začela se je volilna kampanja in že dobivam očitke, da sem obljubljal 1000 evrov pokojnine. To seveda ne drži. Govoril sem o tem, da bi vsak upokojenec lahko imel 1000 evrov pokojnine za 40 let dela, če ne bi menedžerji si izplačevali neverjetne visoke plače po več 10 000 evrov, neverjetne odpravnine tudi do 1 milijon evrov, in da ne govorim, da so nekateri uničevali državna podjetja zato, da bi jih lahko poceni kupili. Če bi bilo res, da je stranka Desus obljubljala 2008 1000 evrov pokojnine, verjemite, da bi bila zmagovalka državnozborskih volitev. Pa poglejmo, kaj sem leta 2008 v resnici povedal. Kako si predstavljate možnost zvišanja pokojnin za 10% v 4 letih? Mislim, da je to izvedljivo, zlasti zato, ker gospodarski kazalci so zelo dobri. Mi smo uspešna država in če pogledamo, kakšne so plače menedžerjev, kakšne so nagrade, kakšne so odpravnine, naprimer, vemo, da imajo menedžerji po več 10 000 evrov plače, da imajo na koncu leta tudi po 100-200 000 evrov nagrad, da so odpravnine tudi po 400 000 evrov, si sam ne predstavljam, zakaj ne bi delavci, ki prejemajo danes nekatere 400-500 evrov, dobili višjo plačo. To pomeni, da sredstva so. Enako glede pokojnin. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji zadosti ustvarjamo, da je zadosti sredstev, ampak da ta delitev ni pravična. Glede upokojencev moram povedati, mi smo bili proti prodaji najboljših državnih podjetij, ravno iz tega razloga, da bi zagotovili dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne, ker če bomo mi prodali Telekom, Zavarovalnico Triglav, najboljša podjetja, to pomeni, da smo razprodali tisto najboljše, kar imamo. Če bomo pa to obdržali, so pa to podjetja, ki imajo dobičke in te dobičke namenili za dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne, bi lahko zagotovili vsem upokojencem redno pokojnine in celo lahko bi bile višje, kot so danes. In jaz sem tudi prepričan, da imamo še veliko rezerv, tudi recimo, če pogledamo to gradnjo cest, to je ena najdražjih na svetu, tudi na obrambnem področju. Vi veste, da ravno letos, ko je bil rebalans proračuna, je Ministrstvo za obrambo prispeval največji delež v rebalansu, 30 milijonov za socialne transfere, 2 milijona bomo privarčevali v upravnem delu, zato ker ne bomo toliko trošili za papir in za druge stvari in bomo na ta način lahko zagotovili sredstva za nakup inkubatorjev, za nedonašenčke. Jaz moram reči, da meni nerazumljiv, po eni strani govorimo, ko se Slovenci staramo, da je premalo otrok, po drugi strani pa nimamo opreme, da bi obdržali pri življenju pač otroke, ki se pred rokom rojevajo. Tako da jaz mislim, da Slovenija ni tako revna država, da ne bi mogla upokojencem povišati pokojnine za 10%. Moram pa reči, da tisti, ki ima 400 evrov pokojnine, tudi 10% nič ne pomeni. Je to premalo. Jaz mislim, da vsak Slovenec in Slovenka, vsaka državljanka, državljan Republike Slovenije, ki ima 40 let delovne dobe, 35 let delovne dobe, bi moral imeti najmanj 1000 evrov pokojnine, zato ker to je pa tista vsota, ki zagotavlja človeku dostojno življenje. Iz posnetka izhaja, da nisem obljubljal 1000 evrov, vendar sem še danes prepričan, da je Slovenija zadosti bogata, da bi vsak upokojenec lahko imel dostojno pokojnino. In stranka Desus se bo tudi v prihodnje zavzemala za to, da dosežemo pokojnino, ki bo omogočala normalno življenje.